Predsednik Republike bo vročil zahvalo Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije. Prosim, da k predsedniku Republike pristopi primarij Matija Cevc, dolgoletni predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je humanitarna nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva od 3. aprila 1991. Društvo že 3 desetletja pomembno prispeva k ozaveščanju prebivalstva o dejavnikih tveganja, ki lahko vodijo v bolezni srca in ožilja. Vključuje več kot 8000 članov, letno pa se njihovih raznovrstnih aktivnosti, s katerimi skrbijo za zdravstveno in vzgojno dejavnost z področja preprečevanja bolezni srca in ožilja, udeleži več kot 200 000 ljudi po vsej državi. Srčno-žilne bolezni so v razvitem svetu in tudi v Sloveniji že desetletja najpogostejši vzrok obolevnosti in umrljivosti odraslih. Zdrav način življenja lahko nastanek in napredovanje srčno-žilnih bolezni zmanjša in znatno podaljša posameznikovo življenje. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije tako že vrsto let na nacionalni ravni pomembno prispeva k opuščanju dejavnikov tveganja, ki lahko vodijo v bolezni srca in ožilja, saj s svojimi številnimi preventivnimi akcijami ljudi spodbuja k zdravemu načinu življenja in preprečevanju dejavnikov tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja. Akcije vključujejo ukrepe na področju uživanja varovalne prehrane, preventivo kajenja, promocijo telesne aktivnosti in preverjanje zdravstvenega stanja na podlagi meritev krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi. Vizija Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije ostaja daljnosežna, saj želijo tudi v prihodnosti še naprej prispevati k zmanjševanju stopnje umrljivosti, podaljševanju povprečne življenjske dobe, predvsem pa k podaljševanju zdravih let življenja. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vroča zahvalo Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije ob 30-letnici delovanja za dragocen prispevek k ozaveščanju prebivalstva o pomenu zdravega načina življenja in preprečevanju bolezni srca in ožilja. V imenu društva se bo zahvalil primarij Matija Cevc, predsednik društva. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gostje, prisrčna hvala za izkazano zaupanje in izročitev te zahvale za dolgotrajno delovanje našega društva. Seveda smo ponosni na to, da ste nam to zahvalo danes izročili, saj to kaže, da smo delovali v pravo smer, da je preventiva dejansko tisto, kar je tudi zelo pomembno za ohranjanje zdravega prebivalstva v Sloveniji. To tudi kaže, da so bili naši ustanovitelji, ki so vsi izhajali iz Združenja kardiologov Slovenije, primarij Boris Cibic, profesor Miran Kenda in nenazadnje prvi predsednik Josip Turk, ki je žal pred kakšnim mesecem umrl, da so bili dejansko vizionarji, ker so že pred 30 leti začeli nekaj, kar v svetu še ni bilo poznano. Temu se reče primarna ali celo primordialna preventiva. Z lastnim zgledom in z zgledom članov so skušali vplivati na prebivalstvo Slovenije, da bi se zavedali, da z zdravim življenjskim slogom lahko preprečijo srčno-žilne bolezni, ne samo zdravijo, preprečijo. In seveda, slej ko prej bolezni pridejo, če jih z zdravim življenjskim slogom skušamo obvladovati, pomeni to tudi daljše in zlasti kvalitetnejše življenje. To so te naši vizionarji, za katerim se še enkrat zahvaljujem za to pobudo, in ne samo pobudo za ustanovitev, ker, kakor vemo, je bilo kar nekaj težav pri ustanavljanju takega društva, da so z vztrajnostjo in odločnostjo te stvari dosegli. Seveda pa ta zahvala, nobeno kosilo ni zastonj,
To pomeni, da ta zahvala pomeni tudi to, da se moramo in se z veseljem tudi vse zavezujemo, da bomo to, kar smo delali doslej, delali tudi v prihodnje, morda še bolj angažirano, bolj zavzeto in računam, da bo tudi preko tega, da bo naše društvo spodbujalo zdrav življenjski slog že pri otrocih, doseglo to, da bo naša populacija zdrava v starosti. To mislim, da je tisto ključno in, če smo čisto odkriti, največja zahvala za delovanje je, če vidiš, da so prebivalci s tem, ko so se držali teh relativno enostavnih principov, zadovoljni, zdravi in imajo res polno starost. Vsekakor, gospod predsednik, še enkrat najlepša hvala in kot sem rekel, zavezujemo se, da bomo v tem smislu nadaljevali tudi v prihodnje. Hvala lepa. Hvala gospodu primarju. K nagovoru vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Spoštovane gospe in gospodje, poleg besed utemeljitve za zahvalo, ki ste jo danes prejeli, bi rad dodal sledeče. Najprej, v Sloveniji je vrsta društev, tudi vaše, ki so pravzaprav izraz neke solidarnosti in prispevajo k temu, da vedenje, znanje o tem, kako se je mogoče do neke mere boleznim izogniti, pride do najširših ljudskih množic. To pomembno poslanstvo ima tudi vaše društvo. V tem smislu smo vam za vaše 30-letno delo tudi izročili danes zahvalo. Poleg te solidarnosti imajo seveda ta društva, tudi vaše, eno zelo pomembno sporočilo. Povedati ljudem, tako kot ste rekli vi, gospod profesor, da je bolezni veliko lažje preprečevati kot zdraviti. In da bi morali pravzaprav naš celoten javnozdravstveni sistem ocenjevati tudi po tem, koliko se ljudje sami skupaj z drugimi uspejo izogniti temu, da zaidejo v akutne bolezni. To je tudi pri boleznih srca in ožilja zelo pomembno vprašanje. 30 let že vaše društvo nagovarja ljudi k zdravemu načinu življenja in aktivnemu preprečevanju bolezni, ki so povezane z nezdravim načinom življenja. Razumem tudi iz problemov, ki jih imajo moji znanci ali sorodniki, da se kakšenkrat tudi ob tem, da se ljudje trudijo boleznim, tudi akutnim, ni mogoče izogniti. V veliki meri pa je vendarle mogoče z neko disciplino, pristopom, vendarle mogoče kakšne bolezni se jim je mogoče izogniti. V tem smislu društvo opravlja neko zelo pomembno funkcijo, saj navdihuje ljudi, da poskušajo storiti sami, kolikor je to mogoče in o pomoči drugih znotraj društva in sicer, zato da ohranjajo nek zdrav način življenja in tako navdihujejo tudi druge. Tukaj se mi zdi to zelo pomembno zlasti zaradi tega, ker je Slovenija med družbami, državami v Evropski uniji, ki imajo starejšo populacijo. Mislim, da je to sijajno, da se nam pričakovana življenjska doba viša. To je fantastičen rezultat. Vendar pa se s tem potem odpirajo tudi nekateri izzivi, kako narediti neko, recimo, zrelejšo dobo, tudi aktivno, srečno, vitalno. Vse to je povezano s tem, da ohranjamo neko telesno in duševno kondicijo, ki nam omogoča, da potem v zrelih letih pravzaprav damo družbi, ne samo jemljamo tisto, kar od nas pričakuje, in to je, da pride do izraza te modrosti in vse, kar je povezano z tem in seveda tudi en tak zelo aktiven prispevek k razvoju družbe tudi v času recimo jeseni življenja. Ta jesen se torej podaljšuje in vidimo, da lahko z enim aktivnim preventivnim delom zelo veliko pripomoremo k temu, da smo tukaj glede tega uspešnejši. Profesor je omenil COVID, omenil je cepljenje, ali smem izraziti tukaj ob tej priložnosti zahvalo vsem, ki uživate neko avtoriteto v javnosti, neko zaupanje v javnosti
da ob pozivu ljudem k cepljenju v bistvu to rečete na osnovi svojega vedenja, znanja, pa hkrati tudi rečete to zelo iskreno. Nimate nobenih drugih razlogov, da to rečete, kot da ljudem privarčujete velike težave, ki bi lahko nastale z okuženostjo in celo z boleznjo, da ne govorimo o hudem poteku bolezni. Upam, zelo upam, da javnost te vaše pozive, te dragocene pozive sliši in da jih bo v čim večji meri upoštevala. Brez tega, da bi dosegli visoko stopnjo precepljenosti ob visoki stopnji prekuženosti, ni mogoče računati, da si bomo oddahnili od te epidemije, ki je terjala velike davke tudi od nas vseh, tudi tistih, ki, hvala Bogu, z boleznijo nismo imeli neposrednega stika. Na koncu naj vsem čestitam za vaše delo, izrečem hvaležnost, zato tudi zahvala in želim, da bi društvo enako uspešno svoje pomembno družbeno poslanstvo opravljalo tudi v prihodnje. Hvala lepa.